Dobrodošli ponovno v inspirativnem pogovoru Bodi dobra v svoji koži. Z vami sem Darja in moja današnja gostja je Nina Medved. Nina me je navdušila za eterična olja. Nina, živjo. In ne nazadnje tudi zato, da sem ustvarila kozmetično linijo Majarula. Biti dober v svoji koži zame pomeni tudi, da vključujem eterična olja in verjamem, da so tudi tebi spremenila življenje na bolje, in prebrala sem, da te povezuje z magičnostjo, in to mi je bil tak lep stavek. A ne? A bi kaj dodala? Midve bova o tebi marsikaj povedali, tako da lahko pa vseeno ti kaj poveš na začetku, ampak ziher te bom marsikaj vprašala, no. Ja, Bom hvala, Darja. radovedna. Za začetek res hvala, da si me povabila, in res sem vesela, pa tudi ponosna, da sem lahko en delček te sestavljanke tudi na tvoji poslovni in tudi osebni poti, lahko rečem. Definitivno tudi osebni, tako da jaz sem tudi počaščena, da si prišla. Pa pejva, rada bi danes, da predava kaj uporabnega znanja z področja eteričnih olj, predvsem kar jaz nisem vedela pred leti, a ne, pa sem imela čisto napačne predstave, in pa mogoče o parfumih. Za oboje si ti strokovnjakinja, bova povedali, kako se lahko tudi sodeluje s tabo. Pa bi jaz šla zdaj na začetek, in sicer kam pravzaprav segajo eterična olja? Kam v zgodovino, no? Ja, v bistvu ne moramo govoriti čisto o eteričnih oljih, ampak nekje od samih začetkov je človek uporabljal arome oziroma aromatične ekstrakte za zdravljenje, za lepoto, za kozmetiko in seveda v ritualih. Tako da nekako v času, ko je človek iznašel ogenj, a ne, so na ta ogenj metali različne aromatične rastline in ugotovili, da se v tem dimu seveda sproščajo vonji, ki imajo na njih določeno delovanje. Tako da so začeli v bistvu čisto v aromaterapevtske namene uporabljati vonj, recimo kot analgetik pri porodih, za doseganje določenih stanj, višjih stanj, in seveda v ritualu za komunikacijo z bogovi. In če danes izhajam če se danes navežem na to povezavo, lahko rečemo, ne, da tudi vonj na nek neviden, tih način komunicira z našo dušo. In to si ti tako vedno znala ubesediti na teh tečajih, da se mi zdi, da zdaj, jaz imam itak kar nekaj, sem pri tebi naredila tega, ne, in še zdaj kdaj prebiram zapiske, ko hočem oblikovati kakšno objavo. Velikokrat se vračam tudi k recepturam, ko si pripravljam kaj. In mogoče to, kako na nek tak drugačen način vplivajo, takrat nisem najbolj razumela, ne. Zdaj mi je bolj jasno, ti pa to živiš že praktično ful časa. Zdaj sem jaz mogoče preskočila zgodovino, na zgodovino, v bistvu pa sem hotela začeti z zgodbo. Vedno so mi ful dragocene zgodbe, sem ti povedala, da te bom lovila. In moja zgodba se je v bistvu začela ene 13 let nazaj, s tabo in Melanie takrat, a ne. Do takrat pa kaj veliko nisem imela pojma, čeprav me je nekako aromaterapija vseeno, tako malo me je lovila. A veš, po študiju farmacije sem dobila od družinske prijateljice za diplomo knjigo aromaterapije. In je bila tam dolga leta. Pa me je čez 10 let spet poklical, en oglas je bil, in kmalu sem pol prišla k vama, no. Ampak zanima me pa zdaj tvoja zgodba. V bistvu, a je to že v otroštvu se začelo zanimanje, vse veš kam, boš povedala. Ja, vonj dejansko nas pokliče, in tako, kot si rekla, ne, je bil en klic, ampak še nisi bila čist pripravljena, ne, in tako, kot si rekla, v bistvu
vse to moramo doživeti, a ne, nekaj je imeti znanje, to predavati, poslušati, brati skripte, nekaj je pa izkusiti to moč eteričnih olj, a ne, zato vedno dajo tudi določene vaje, da se tudi udeleženci povežete s temi vonji, a ne, da ni zgolj neko strokovno znanje, tako da to mi je res neko izhodišče, ker tudi zame, a ne, je bil prvi stik z vonji eteričnih olj neka izkušnja, nekaj, kar me je premaknilo, a ne, nekaj, kar je v meni vzbudilo določena čustva, doživetja. Tako da seveda navezujem se lahko neposredno na svoje otroštvo, živela sem na vasi, bila sem zelo miren, zamaknjen, odmaknjen otrok in sem zelo rada, zelo rada sem, velik introvert, zelo rada sem raziskovala čisto sama, naravo, živali, pomagala sem recimo mravljam nositi te majhne palčke do njihovega mravljišča, ne, tako da od tod sigurno izvira ta povezava z naravo, še posebej z gozdom, oboževala sem vonj vijolic in mahu. Tako da sem to vedno sem se sklanjala na tla in jih vohala. In to je trajalo do kdaj, do katerega leta? Pol vmes najbrž malo puberteta, ne? Ja, se malo zgubiš stik s tem, a ne, prav skozi odraščanje, tudi mogoče skozi vedoželjnost, oziroma jaz sem precej, bi rekla, usmerjanja v neko znanje, pridobivanje znanja, tako da nekako sem se k tem vonjem vrnila v svojih 20-ih, ko sem živela v New Yorku in ko sem čisto po naključju zašla v eno trgovino z eteričnimi olji. In ta New York je tako nenavadno tam odkriti ponovno neko povezavo z naravo, oziroma, a ne, ali pa tudi ne, pravzaprav, a ne. Ali pa tudi ne, na nek način, ker ti manjka narava, na drug način pa, ker New York je zelo raw, bi rekla, zelo tak surov, džungelski, a ne, in tudi vonji so taki močni, čustveni. Tako da, tudi kar se tiče vonjev New Yorka, ne, ko sem hodila po ulicah, sem močno zaznavala te vonje in še vedno si lahko predstavljam nek vonj in me predstavi v neko specifično ulico. A res? Tam. Pa kaj pa misliš, da je ta vonj tam? Mislim, da v tistem obdobju sem posebej močno doživljala čustva, zelo intenzivna čustva sem imela, recimo zaljubila sem se, imela sem pač partnerja in veliko se je dogajalo in odpiralo. Tako da, ker vemo, da je vonj povezan s čustvi, mogoče je tudi tukaj ena povezava, ne, da si toliko močneje vtisnemo potem te vonje. Ampak to niso bila, ko si reka ulico, da si prekličeš vonj ulice, tam ni bilo eterike, to je bilo nasplošno vonj. Predeli imajo svoj vonj, New York je zelo raznolik, tudi govorim tudi o smradu. Ja, itak, ja. Ne, vedno samo prijetno. No, jaz sem pa mislila, da ima Indija vonj, a ne, a veš, da New York pač kot mesto nima, ne. In kaj si ti šla tja početi? A si tle študirala? Kaj si študirala? Jaz sem študirala nemščino pa novinarstvo in vedela sem vedno, da takoj po koncu faksa bom šla nekam. Prva ideja je bila Berlin, potem se je pojavila neka priložnost in sem šla v New York. Nisem kaj veliko razmišljala. Wow, in tam si hodila tudi na igralsko, ali kako? Tako, sem nekaj let hodila na igralsko šolo. Vse, kar sem počela, pa niti ne bi začela, no. Ker je bilo ogromno različnih stvari, manj in bolj prijetnih, da preživiš, a ne? Ampak to je ena od izkušenj, za katero sem res hvaležna. Na koncu smo hvaležni. No, ampak šla si s tem namenom, da v bistvu pridobiš novo znanje z tega igralskega, v tem smislu, ali nasplošno? Sem hotela sem iti živeti v tujino. To je bil prvi cilj, ne? Potem so se pa nekako odvijale različne zgodbe in priložnosti. Sicer že v času faksa, tukaj me je zelo zanimala režija, igralstvo, tako da nekako sem tudi to imela nekje v kotičku očesa. In potem si tam ostala 10 let? Ja, tako.
In živela in že imela otroke tam tudi, ali ne? Tako, velikega, prvega otroka, drugo hčerko pa sem rodila v Sloveniji. Aha, res zanimiva zgodba. No, pa mogoče še to, da kako te pokliče v bistvu von iz neke trgovine te poklicu, a ne? Ja, to je bilo ravno v bistvu ta ulica, po kateri sem se enkrat vračala iz te šole in je res dišalo, zadišalo je ven. In sem stopila noter in same stekleničke. Tako da res sem jih začela odpirati, vohati in so bili čudoviti vonji, res vrhunska eterična olja. Tako da kasneje, ko so v tej trgovini iskali pomoč, sem se prijavila in sem bila tudi sprejeta. Sicer nisem bila najboljša prodajalka, ker sem ves čas vohala in brala knjige. A res? Ampak ogromno sem se naučila v tem času. No, ta lastnica trgovine v bistvu potuje po celem svetu, ima tudi destilarno kadilne bosvelje v Omanu. Tako da je res poznavalka eteričnih olj. Pa tudi tja so hodili ljudje, ki jih res to področje zanima. Tako da ena najboljših izkušenj, no, kar se tiče mojih delovnih izkušenj. Pa se da v bistvu preživeti. Je bilo veliko prometa, mislim to, ali je bilo samo tako mimoidoči, ki so bolj vonjali, a veš? Ja, zdaj to je bilo res 20 plus let nazaj, ampak vem, da New York nima tako razvite aromaterapije, kot je recimo v Los Angelesu, pa tem zahodnem delu Amerike, kjer je bolj vse freestyle, večja odprtost za to holistično zdravljenje. New York je bolj natemperan, tako da se to zelo počasi razvija. In so bile tudi delavnice tam si pol prvi parfum? So imeli tudi v sklopu tega delavnice? Tako, imeli smo goste, ki so potem imeli delavnico, tako da sem res iz prve roke od teh ljudi, ko jih še vedno občudujem. Pa še imaš kaj stikov z lastnico? Mislim, če greš? Če grem tja, sem glasen. Ja, sicer ni, ampak ni. Drugi vodijo. Se še... No, ker v bistvu je veliko tudi, jaz sem bova pol še mogoče kaj v ponarejanju, ampak tam so bila prava eterična olja. Ja. In jaz sem danes pozabila iz Egipta prinesti, ker si mi rekla, da to ne vem, če bo. In glede na to, da sem pol povohala, da so 4 različne stekleničke na neki ravni enake, je to ni okej, ne. Ja, jaz sem imela v bistvu to srečo, da sem čisto na samem začetku spoznala res kvalitetna, čista eterična olja. In ko enkrat poznaš te vonje, ti nekako pride v nos, v možgane. In potem zelo hitro prepoznaš neke ponaredke, odstopanja, sploh pa sintezne vonja. Tako da velikokrat že kar nadelač, no. Veš, saj škoda, da nisem prinesla. No, ampak pol, ko si prišla z Amerike, že tam si študirala v bistvu in raziskovala eterično olje. Tako delavnica. A si bila tudi na tej šoli v New York? Jaz sem en tečaj naredila tudi tam, New York inštitut, ta Jane je imela, poznaš? Ne, mislim, da takrat tega še ni bilo. Sploh online še takrat nekako ni obstajala. Bolj krajši tečaji, ki sem se jih udeležila. Delavnice. No in pol si ti ustanovila Magnolijo. Daj povej to zgodbo. Kako to, da si v bistvu pol dodala tudi naravno kozmetiko? Je za to odgovorna tvoja koža? Da si skozi to svoje, recimo, ne vem, bi rada slišala. Ja, v bistvu zelo dolga zgodba, kako je Magnolija nastala. Pravzaprav, jaz sem že v New Yorku vedela, da bom imela nek svoj biznis. Nisem vedela, kaj to bo, vedela pa sem, da bo Magnolija. A res? Prva ideja je bila vintage trgovina.
Z oblačili. Z oblačili, ja, ampak to takrat pri nas tega še sploh ni bilo. Zdaj je ogromno teh vintage oblačil. Moj hobi v New Yorku je bil zbirati ta vintage oblačila, tako da sem imela res, res dobro razvito oko, da sem našla prave kose. Ja, se ti si bila vedno tudi izbrano oblečena, tako da... Recimo, hvala. Tako da prišla sem s tem imenom, in nisem čisto vedela, kaj bo. Vedela pa sem, da je von tisti, ki me zelo, zelo privlači, ampak da nimam še čisto dovolj znanja, da bi to recimo predavala. Tako da sem se vpisala v Zagrebško akademijo za aromaterapijo. Oni so kar močni. Ja, je zelo enoletni študij in da dobiš celoten pregled. Tako da ne bi mogla tega področja učiti brez neke konkretne izobrazbe. To pa je ful dolgi študij, ja. Ja, je bilo zelo naporno, takrat sin je bil star 7 let, hčerka 2 leti in sem se vozila v Zagreb, ker pač vsak drug vikend. A je imel ta Stribor takrat že, ali ne? Ne, to so bili drugi predavatelji Zrinka, Jezdič. Ja. In pol je bila Magnolija, kožo sva rekli, mislim, naravna kozmetika. Kdaj si pa to pol? Ja, v bistvu to sem že v času spoznavanja eteričnih olj, sem spoznavala tudi rastlinska olja. Sploh sem imela velike težave s kožo. Spomnim se, v New Yorku sem se mazala s tem pudrom, ki smo ga imeli tudi za gledališče, da sem sploh šla ven. Jemala sem tudi antibiotike, ti boš poznala te Akutan, ampak mi niso pomagali. Tako da sem nekako ugotovila, da bo to en tak izziv. Sicer stanje kože se je potem z rojstvom otrok zboljšalo. Se je pa predvsem zboljšalo z mojim odnosom do sebe. Bi rekla, ne toliko s kozmetiko, mogoče bolj skozi uporabo eteričnih olj, skozi sproščanje in skozi v bistvu sprejemanje tistih delov sebe, ki mi niso bili toliko ljubi. Tako da je en tak proces, ampak že sam ta postopek izdelave kozmetike pa izbora različnih olj zase, da si res vzameš čas, da se vprašaš, kaj rabiš, kako si lahko pomagaš, da si nežen in ljubeč do sebe in do svoje kože. Mislim, da je to en tak velik preskok, ki ga narediš potem in se posledično tudi koža izboljša. Ja, sej... To si tudi mi sigurno ti predala, da vse, kar rabimo za dobro počutje in za nego oziroma lepoto najdemo v naravi. In res je, jaz sem prej, mislim, z mojim nekje 15 let nazaj, z duhovnim prebujanjem, željo povezati nego z naravo, sem začela uporabljati naravno. Prej pa je meni bilo vseeno. A veš, sam da so mi rekli, da bom 5 let mlajša, sem kupila. Mislim, samo da ni bila neka polžja ali pa kaviarjeva ali ne vem kakaj, ker nisem jedla mesa in to je bilo vse. No, skratka, hvala za vso predano znanje. Kam segajo v zgodovino, sva že povedali, ampak kljub temu pa taka, kot so zdaj eterična olja, jih pa poznamo iz 10. stoletja, ko so iznašali ta postopek, Ja, se pravi, postopek destilacije je k nam prišel od Arabcev, Ibn Sina, perzijski zdravnik je nekako iznašel ta postopek destilacije oziroma destilator in potem se je destilacija nekje v 11. stoletju v Evropi začela, najprej v Palermu v Italiji in od tam se je razširila po Evropi. Seveda, posledično smo dobili prve alkoholne parfume, hidrolate in tudi eterična olja. Se pravi, že kar dolgo, oziroma ta termin pa menda 100 let, od tega kemika, ki je imel... Pojem aromaterapija, dejansko René Maurice Gattefossé je prvi, ki naj bi uporabil izraz aromaterapija, s tem, da on ni imel v bistvu v mislih aromaterapije kot take, kot jo mi danes poznamo, ampak on je bil kemik, parfumer in
se je predvsem navezal na arome, na eterična olja kot arome, ki se jih Aha. predvsem uporabljajo za uživanje tudi. A ja, za uživanje? Tako. Aha. Tako da, malce Ja, drugačen razumem, pomen. V bistvu je pa imel pol takrat. po svetu po nesreči, a ne, v laboratoriju pa kar v eno tekočino pomoč v roko ali kaj in je bila sivka to in V bistvu tukaj en manjši popravek, se pravi, on se je opekel pri poskusu v Ja. laboratoriju, a ne, in seveda pač s to opeklino je šel se pravi, si je pogasil ja, v travi, ja. a ne, in zaradi tega je prišlo do okužbe in to okužbo je zdravil potem z eteričnim oljem sivke. Tako da vem, da v določenih knjigah piše, da je on roko pomočil Tako, to eterično sem jaz olje prebrala. sivke. Ja. In Ampak pa mi je to- bilo tako, kaj pa če bi bil kakšen fenol, a veš, kaj bi pa pol mislim, bilo? da je bil Da je vedel, kaj zelo dela. izobražen z Ja, tega ja. področja, ne, da je vedel, kaj dela in tega definitivno ni naredil. Žal v aromaterapiji ogromno mitov, ki krožijo potem tudi v neki strokovni literaturi, a ne, in jih počasi poskušamo razbijati, ampak so se že zelo prijeli. No, ta je manjši, a ne. Ta je manjši problem. Težave so potem, ko Drugje, ljudje vem. napačno uporabljajo eterične olje. Razumem. Definicija aromaterapije je nekako podpora zdravju in izboljšanje psihofizičnega ravnovesja. Se pravi, da delujejo tako, da na nek način imajo moč, da sprožijo proces samozdravljenja, ena recimo, kako bi rekla, okrepijo imunski sistem protibakterijsko, protivirusno, druga pa v bistvu delujejo na izboljšanje počutja, ne? In ali stimulirajo, ali kontra sproščajo, ja. In jaz bi recimo lahko uporabila eterično olje, ne, za ta moj herpes, ki se je zgodil 2 dni nazaj, ampak sem bila prepozna. Pač nisem imela pri roki 20 ur in pol je bilo prepozno. Pol sem si sicer naredila meliso v neki cinkovi pasti, ampak ni bilo, ni ratal več pol pogasiti tega. Ja, zdaj fino je, da takoj uporabimo eterično olje, ampak tudi v malce kasnejši fazi, a ne. Karkoli imaš pri roki, zelo veliko eteričnih olj pomaga pri herpesu, ima protivirusno delovanje, specifično, a ne, na herpes simplex 1 in 2, tako da ni treba zdaj kupiti nekega novega eteričnega olja, recimo čajna mirta, prava sivka, evkalips globulus, poprova meta, to najverjetneje imamo vsi doma. Ja. No, jaz nisem imela, si lahko misliš. Nič od tega. Eno staro, nekaj starega, 2-3 stvari, ker imam večinoma pač tam, ne, v drugi vasi. V laboratoriju proizvodnji. In mogoče, da se samo dotakneva, kaj so eterična olja. Pol v drugem delu bova šle midve na parfume, ki jih ti sploh obožuješ. V bistvu so to ful visokopotentne tekočine, a ne, in se mi zdi, da jaz tega nisem vedela prej in mi je bilo tako kar neka dišava, a ne, v resnici pa moramo imeti res spoštovanje do teh olj, a ne, in do rastlin na splošno, ker rastline proizvajajo to zase, a ne. Mogoče, ne vem, tvoj vidik te definicije eteričnih olj, no. Ja, če gledamo za uporabo v kozmetiki, a ne, so, pa tako na splošno, eterična olja so aktivne učinkovine, so pa tudi dišava, ne. Tako da oboje, ampak če gledamo čisto z vidika definicije, gre za ekstrakt, ki ga pridobimo iz različnih rastlin, iz različnih delov rastlin, po specifičnih postopkih, se pravi po destilaciji, parni, vodni oziroma vodno-parni in po postopku stiskanja, ne. Tako da to so postopki, po katerih pridobimo eterična olja. Eterična olja pa pridobimo iz specifičnih delov rastlin, se pravi iz hlapnih snovi rastline, a ne. In eterično olje kot takšno je v bistvu najbolj koncentriran ekstrakt rastline. Se pravi, če ga primerjamo
s čaji, ne vemo, da so precej blagi, so primerni za uživanje. Potem, če naredimo tinkturo rožmarina, seveda jo tudi rečimo v neki določeni koncentraciji, ampak pri eteričnih oljih pa gre za najbolj potenten del oziroma ekstrakt rastline, tako da tukaj je potrebno posebno znanje in potrebno se je zavedati, da eterično olje nima enake sestave kot rastlina sama, ampak je to samo en del rastline, samo mogoče 1% rastlinskega materiala predstavljajo te hlapne snovi. Ja, v bistvu nastaja v nizkih koncentracijah in od tega je odvisna tudi cena, ne? Recimo vrtnica je zato tako zelo draga, a ne? Ja, seveda, se pravi, v rastlinah je nekje od 0,1%, mogoče tudi manj pri določenih cvetovih, do maksimum 10% eteričnih olj. Tako da tiste, rastline, ki vsebujejo zelo malo teh hlapnih snovi, vsekakor porabimo ogromno materijala. Seveda bo to odvisno tudi od postopkov pridobivanja, od tega, kje v svetu so proizvedena eterična olja, ker vemo, da delovna sila je različno draga. Tako da ogromno je nekih dejavnikov, ki bodo vplivali potem na končno ceno. Nemogoče je, da bi vsa eterična olja imela enako ali pa vsaj približno enako ceno. Tako kot pri recimo parfumskih dišavah je to drugače. Tam gre manj noter, ne? Se pravi, ko govorimo o parfumskih dišavah, govorimo o sinteznih dišavah, ki so proizvedene v laboratoriju in potem lahko imamo sintezno dišavo sivke, pa recimo vrtnice, pa limone, ki bojo iste cene. V glavnem, ti si velikrat z vrtnicami obkrožena na sliki. So vrtnice še vedno, tvoj parfum je bil prvi, iz New Yorka, vrtnica Neroli. Z njim si v bistvu najprej ugotovila, pač to sem jaz prebrala pri tebi na strani, da lahko vplivaš na svoje počutje, A je še vedno vrtnica, si fenica vrtnice? Ja, še vedno obožujem vrtnico in res tisti prvi stik z vonjem vrtnice, ko sem uporabljala to v New Yorku, mi je bil tako wow. A te je preslikali kaj na doma, ste imeli te stare? Ne, nismo imeli vrtnic. Ne, v bistvu mi je šel zelo navznoter in spomnim se momenta, ko sem šla na podzemno, zelo hitro, in kar naenkrat se mi je vse zazdelo cvetoče. Ko sem uporabljala to vrtnico, tako da takrat sem nekako zelo povezala ta von z počutjem, razpoloženjem. In ja, vrtnico, zdaj komi čakam, da bo zacvetela, ker vedno se odpravim v te vrtnične vrtove. In kam greš? A greš tle v Sloveniji? Ja, Arboretum ima zelo lepo zbirko vrtnic. Pa tam Gorica? Tako, tam je tudi čudovito. Tam je tudi. Pa imajo te borbonke? Tudi, ja. Imajo različne vrste. Ravno to me najbolj fascinira, ker vsaka ima nek svojstven von. Ali pa ga potem vse prevoham. Nekatere tudi nima. Ja, mislim, tle, ko greš na sprehod, mimo naših vrtov, recimo sosedje pa to, jaz bom vedno povohala, pa če grem na sprehod, vsak dan jaz se bom ustavila. Ampak najbolj so mi te vrtnice všeč, in sem si 4 doma posadila. Prav te. Super. Ja, res. Sicer mi je škoda, skoraj nič pol ne delam iz tega, ker mi tinktura mi ni všeč, ali pa jo jaz ne znam narediti. In pol jih naberem, tako popke malo naberem, da jih imam za dekoracijo ali za kakšno slikanje ali tako za povohati. Ta teden sem jih nekaj viška imela, sem jih sicer naročila v eni spletni, pa jih dam tako v paketek eno, pa ful diši, ful lepo diši. Ja, res lepo diši. Res. Niso pa vse, niso pa vse vrtnice. Ja, ampak ravno vrtnica, je en tak moment, kot ko si rekla, da bi mogla nekaj narediti z njo. Samo povohaj, ustavi se in jo povohaj in uživaj v tem trenutku. Ja, brez da karkoli. Čist res, ampak a veš, koliko je meni škoda tistega, tako kupi od spodaj pol,
In če ful dežuje, pol je itak. Kaj pol ne moreš Ja, nič nič ne s moreš, tem. ne. Ampak po drugi strani mi je pa tudi težko, da bi otrgala. Si imela ti kdaj težave s tem? Ja, zelo. Jaz sem bila na sprehodu zdaj 2 dni nazaj, pa sem otrgala eno vijolico, pa v resnici sploh ni bila pol vijolica, ampak nekaj drugega. In pa sem imela tisto v roki. In zdaj bom pa stran vrgla. Pač, a imaš, jaz ne vem, kako je. Prvič sem začutila tako, da mi je problem, so mi že rastline zdaj. Ampak kako to? Ja, to popolnoma razumem in tudi jaz imam podobne občutke. Zato recimo me zelo boli srce, ko ljudje, če se smem navezati na to, porabijo ogromne količine materiala za destilacijo, recimo za hidrolate, in se potem izkaže, da niti nimajo te rastline učinkovin, ki jih iščemo. Tako da tudi sama imam že kar nekaj izkušenj, ko se udeleženke pohvalijo, kaj vse so destilirale, in kot prvo ogromno materiala so porabile, kot drugo v hidrolatu ni bilo učinkov. Prej si omenila, da so eterična olja v različnih delih rastlin, a ne? Se pravi, imamo pol eterična olja iz cvetov, listov, lesa, semen, vse. Kako, a ti bi vedela, če bi srečala eno rastlino, a bi ti lahko vedela, ali je to, a veš, kaj mislim, v katerem delu je zdaj eterika? A veš, da greš nekam gost, pragost, pa ne poznaš. A lahko to veš sploh? To ne moreš vedeti. Se pravi, to je vse v literaturi oziroma se prenaša iz nekje roda v rod. Mislim, načeloma tisti del, ki je bolj aromatičen. Ja. Se ga povohaš. Recimo list pomarančevca. Ja, to ja. Ampak, povohaš, naprimer, recimo, če rečeva muškatna kadulja. A se tam destilira cvetove ali se celo steblo? Načeloma zel, ampak največ eteričnih olj je v cvetovih. Je v cvetovih. Ja. Aha, je. Okay. Ali pa recimo pelargonija. So bolj listi, ne, pridejo v poštev. Seveda, ampak ko pomečkaš list, bo ja. zavohal. Razumem. Ko pomečkaš cvet, ne ni boš. tega vonja. Okay. To je neko tako izhodišče, da si pomagamo z nosom. Ja. Ja, z nosom, ja, seveda, ja, se res. Lahko pa rastlina močno diši, seveda, pa nima, ne bo eteričnega olja. Recimo pri vijolici je tako, da je ne destiliramo ogromno rastlinskega materiala, ne vem, koliko ton bi za par kap. No, bolj v tej smeri sem tudi mislila, da kako vemo, da tudi če diši, da ga ni, ne, materiala. Ja, to pa skozi izkustvo, oziroma nekdo je že preizkusil, pa se ni šlo. No, ampak zasledimo pa vse sorte, tudi eterično olje, ne vem, sadja, pa take fore, marsikdaj. Ja, marsikaj se prodaja, žal. Ja, in ko sem bila pri teh različnih delih rastlin, v bistvu imajo isti deli tudi neko podobno energijo, To si nas tudi ti učila, da lahko preko morfologije si že mislimo, pa mogoče, če bi kaj v tem, da imajo recimo semena podobno za stagnacijo ali. Ja, se pravi, jaz vedno učim, da je več pristopov k mešanju in zelo rada kategoriziram te pristope, oziroma da nekako popredalčkamo eterična olja, ker če spoznamo 50 eteričnih olj, je fino, da jih malce pogrupiramo. Tako da ena sistematika je po tipu vonja, se pravi citrusni, cvetni, lesni, zemeljski, zeliščni in tako naprej. Ena pa je tudi glede na del rastline, se pravi, da damo v skupinice eterična olja, glede na del rastline, iz katerega pridobivamo to eterično olje, se pravi cvet, list, plod, seme, les oziroma drevo, korenine, da nas prizemljujejo. Tako da se da že potem
delo rastline sklepati. Tako na energijski ravni, a ne bi rekla, to je energijski pristop k mešanju. Spomniš se verjetno, da smo imeli mešanje po kemijski zgradbi, po farmakologiji, a ne, to je bolj ta energijski pristop. Tako da vsak del rastline ima neko svoje sporočilo. Ja, in to mi je tako fascinantno, a ne? Ja, res čudovito. Da v bistvu veš, da si recimo preveč zaskrbljen ali ne vem, preveč misli, pa boš vetiver, da te bo malo, a ne. V bistvu že lahko iz tega, iz 5 alinej že lahko neko izhajaš, sestav, a ne. in si pomagaš, a ne, s tem. Tako. Lažje je na ta način vstopiti, oziroma izbrati eterična olja, kot če greš, katero eterično olje, kaj. Ja, da vsaj začneš tako, a ne, Tako, pa pol kaj dodajaš, ja. No, in ko sem jaz rekla, da sem na začetku, v bistvu farmacija ni imela nič eterike takrat, a ne, niti naravne kozmetike, in jaz praktično nisem vedela, jaz sem mislila, da vse, kar je to nekaj za v tisti sparilnik, a ne. In v bistvu je pa cela znanost odzadaj, kemija, se spomnim, koliko sta vidve tudi tega predajale, a ne. In delujejo v bistvu res terapevtsko, zaradi tega, ker imajo določene spojine dokazano to. In teh študij je ogromno, ne? Najbrž. Ja, res je zelo kompleksno področje, ne, zdaj ravno zaključujem spet skupino tečajnica aromaterapije in vedno sem na koncu. A ta NPK? Ja, skupina po tem programu in vedno je na koncu tako, na začetku smo vedeli nekaj, a ne. Ja, in potem bi lahko še ful se dolgo učil, a ne. Seveda, ampak zdaj treba narediti en pregled, določene stvari si zapomniti, tiste ključne stvari, potem je pa izkušnja, pa vedno znova se bojo vračali k tej temi, zato ker pravim, to imate zdaj za 5 let študija, ker gre za izkustveno delo, ne gre samo za to, da vi se nekaj naučite, z eteričnimi olji, moraš imeti izkušnjo, moraš poznati von, moraš uporabiti to eterično olje v neki mešanici in potem ga izkusiti. Spoznati, kako deluje na tvoje fizično, na psihično telo. Pa kako ga čutiš. Kakšen von pride ven, ne? Seveda, jaz to je čisto nepričakovano. Ja, jaz sem čisto na začetku, sem rekla, ne vem, ali te pa ali Melanie takrat, kako pa ne jaz vem, koliko kapljic, zdaj pa pač kar veš, a ne, pač imaš neko kilometrino, ampak jaz bi še vedno šla tep na MPK. Vse sem ti rekla, veš. Ja, da ponoviš pa, koliko ur je sploh to? Dobro, vprašanje je 140, 150, je tem vsega skupaj. Meni se zdi tudi, jaz zdaj, ko grem, jaz grem lahko čisto na začetne tečaje parfumeristike, pa bom še vedno se nekaj novega naučila. Se mi zdi, ko imaš že toliko znanja, boš čisto na drug način tudi te neke osnove predeloval. Tako da na začetku itak, samo neke koščke nabiraš. Tako sem jaz zdaj, kar sem že na začetku povedala, se vrnala k tem takim bolj pristopom tako na čustva, misli, a veš, kar si ti že takrat govorila, a ne. In ko sva rekle, da ima kozmetika, se pravi, eterika daje, jaz vedno rečem, moji kozmetiki en poseben pečat, tudi tvoji, midve sva v bistvu obe imava svojo linijo, tako da ti si moja konkurenca, ampak se vabima, a ne, tudi ti si mene že povabila, tako da pa si 6. Ne hecam se. In delujejo v bistvu na kožo, se pravi, delujejo kot dišava in delujejo regenerativno na kožo, naprimer, a ne. Po drugi strani pa tudi vzpostavljajo preko vonjanja to neko čustveno ravnovesje. Pa kaj bi še ti rekla, zakaj ne sintetični dišav v kremico? Ja, mislim, da si v bistvu Sem zajela 3 ključne prednosti eteričnih olj. Se pravi, ta vpliv na
vpliv vonja, čist preko limbičnega sistema, na naše možgane, na čustvovanje. Potem je ta del, ki je farmakološki, se pravi, so aktivne učinkovine. Seveda, ja, tudi sintezne spojine so dišava, tako da to jim je nekako skupno. In žal večina ljudi je bolj navajenih na neke sintezne dišave, ker ali so močnejše, ali so bolj prijetni vonji. Je pa tudi čedalje več ljudi, Ki ne more več ki tega. iščejo naravno, ki ne marajo teh težkih, močnih, intenzivnih vonjev. Jaz ne razumem, zakaj bi 3 dni vohala nek parfum. Meni so te vonji čist too much. Čeprav sem našla določene, lahko jim rečemo, nišni parfumi, ki so mi všeč, ampak po 2 urah se grem prat, kopat, ker imam dosti tega vonja, iščem tudi neke nove izkušnje, plus rada vonjam okolico, nočem zamuditi vonjev iz okolja na račun nekega parfuma, zato nosim res zelo lahke, naravne parfume ali pa jih sploh ne nosim. Tudi jaz sploh v bistvu ne nosim, Včasih se kar z ambientalnim sprejemom, veš. Ja, ali pa hidrolat. Ja. Sploh potem, ko si zelo občutljiv na te vonje, meni se vse malo višje koncentracije so mi že premočne. Tako da recimo za sprostitev največ uporabljam hidrolate. So mi eterična olja že premočna, mi že stimulirajo živčni sistem. Jaz pa pošpricam prostor, pa grem pol noter, veš. Ali pa si pošpricam tuš, pa preden se jaz slečem, je v bistvu ta tuš že aromaterapija, tako da to me je Miha moj navadil, pa on ni tukaj pod tušem uporabljal eterična olja, ampak kadila. A veš, ali kak Palo Santo, ali žajbelj. Kadila so sploh. Ja. No, ti v bistvu imaš rada tudi kadila. Ja, jaz obožujem kadila, zato ker imajo še bolj to surovo energijo. Se mi zdi tudi kot aromaterapevt, parfumer, moraš poznati kadila oziroma izvorne rastline, iz katerih pridobivamo eterično olje, in vonji so precej drugačni. Je pa v bistvu ta čarobnost kadil v tem, da se pravi prisoten dim, ki dodatno sčisti prostor, je znan potem, in pa da je vonj bolj bogat, bolj poln kot pri eteričnih oljih, ker imamo še druge snovi, ki so prisotne. Pa prodajaš, ti v Magnoliji imaš eterična olja v ponudbi, svojo kolekcijo, pa tudi sestavine kozmetične, pa tudi kadila, ne? Tudi kadila, Smole, jaz sem smolo pri tebi kopala. Smole, mira, benzoin. No, meni so smole, so mi ful, ampak nekako ne morem, ne morem je dobro pržgati. Mislim, kako jo ti uporabljaš to? Misliš smola bosvelije? Recimo. Včasih jo dam kar v to glineno posodo, ki ima prav, Miha ima prav ponudbi tudi, za razna kadila, žajbelj in te stvari. Ampak, ne vem, bila je neka varianta z alufolijo ali kako? Ja, mislim, če želiš prisotnost dima, potem je uporaba z ogljem. S tem, da je treba oglje prižgati na različnih koncih, ga popolnoma razžariti, damo ga v posodo, v kateri je nek pesek, lahko je tudi sol. Sicer postane zelo vroča ta posoda, in potem, ko je oglje popolnoma razžarjeno, damo gor smolo. To je en način, ki je bolj ritualni, bolj za kakšne prehode, za čiščenje prostora, ko je prisoten dim. Dim zelo, kot sem rekla, nevtralizira in počisti te negativne vplive. Za neko vsakdanjo uporabo pa jaz uporabim kar na izparilniku. Mrežica? Tako, ali je mrežica, ali pa da dam alufolijo čez, prižgem svečko in dam gor. Tukaj dam velikokrat tudi vrtnico, rožmarin, tudi bolj te delikatne rastline, zelišča. Je tak zelo, zelo prijeten domač vonj se sprošča. Ja, ful so mi všeč ta kadila. Ampak kaj pa te palčke? Si našla
vem, da si učila ti tudi, da si imela eno delavnico izdelave teh malčk oziroma stožcev. Ja. Imaš tudi to kaj v ponudbi? Si našla kakšne naravne? Dobro vprašanje. V bistvu delali smo seveda iz praškov, potem lahko naredimo tudi palčke, oziroma mi smo delali stožce, ker so lažji za izdelavo, tako da mi smo prašek sandalovega lesa, potem smolo, bosvelje, narediš droben prašek, lahko vključiš cimet, klinčke, kardamom. In pa potem rabiš neko vezivo, lahko se uporabi ksantan gumi. Ali pa tudi imela sem v vodi ali kaj, ksantan ali v čem? Ja, kot vemo, da ksantan potem skupaj povleče. Imela pa sem tudi eno drevo z Japonske, v bistvu, ki deluje kot zgoščevalo oziroma poveže te snovi med sabo. Sem bila pa pred kratkim, dobro vprašanje, ker sem bila zdaj februarja na delavnici v Milanu. In sicer tukaj v Sloveniji v Ljubljani sem bila na enem čajnem ritualu, čisto slučajno, tradicionalna priprava kitajskih čajev. In potem mi je ta fant povedal za to čajnico v Milanu, sem pogledala na internet in videla, da ima tisti vikend ta gospa, ki je sicer iz Kitajske, da ima delavnice, in sem šla sama tisti vikend. Ja, seveda, sem zelo rada sama v Milano in smo imeli ravno tam tudi izdelava teh kadil, uporaba kadil, agarjev les je bil nekako v ospredju, ki se zelo veliko uporablja na Kitajskem. In tam sem prvič našla tudi res dobre palčke, se pravi ta gospa, ki je iz Kitajske, ona ima na Kitajskem plantažo čajev, in tudi sodeluje z 12. generacijo teh ljudi, ki izdelujejo kadila, tako da so oni zanjo naredili te palčke. Je res, in boš imela v ponudbi? Ja, razmišljam še o tem. Ful dobro, ker to pa ni v Sloveniji. Ni. In najprej sem bila malce skeptična, ampak zdaj, ko uporabljam te palčke, vidim, da so neverjetne, res čudovite. Ona je delala, se pravi, zasnovali so jih po tradicionalni kitajski medicini. Wow. To pa bi moglo biti zanimivo. Res zanimiv pristop, in ko sem njo poslušala, je bilo na nek način, kot da bi sebe poslušala. Zelo je povezala ta von kadil z doživljanjem v telesu. In res, tukaj pa vidimo tudi to tradicijo, Kitajska, vemo, da v bistvu imajo res dolgo tradicijo izdelave kadil, pitja čajev, in to je povezano med sabo, ti rituali, se pravi čajanka, uporaba kadil, tako kot na Japonskem, je to del rituala. Si bila na Japonskem ali pa Kitajskem? Na Japonskem in Kitajskem še ne, se pa že 2 leti odpravljam. Trenutno je na Japonskem. A res? Ja, moj sin je točno, res. Ja, tako da smo nekako zelo zaljubljeni v Japonsko. To si pa na čajanki pri tebi povedala. Okej, midve morava priti do parfumov. Pa vsem prej sva rekle, si že omenila ta limbični sistem, to je meni bilo vedno tako abstraktno, ta mehanizem delovanja, se pravi na 2 načina, preko kože in preko vonjanja. Kako bi najbolj preko vonjanja nekomu, ki nima pojma, povedala v bistvu? Meni je bilo to res abstraktno. Sem naučena, jaz sem naučena to definicijo, ampak a veš, signal potuje. Ja, dejansko, ja. Vse je abstraktno. Dejansko preko vonjanja en delček snovi pride tudi v naše telo, v krvni obtok, ampak je zelo, zelo majhen. Predvsem delovanje preko vohanja je delovanje na naše različne možganske centre. Tako da, če zelo poenostavim, recimo, da povoham tulipan ne bo, veš? Ja, nekaj malega pa zaznam, nek svež zelen vonj.
Se pravi, te aromatične molekule so hlapne, se absorbirajo v nosni sluznici, a ne, in se vežejo na receptorje v nosni sluznici, v olfaktornem epiteliju. In tam se pretvorijo v signal. Tako da pomembno je samo, da razumemo, da ne potujejo molekule v limbični sistem, a ne, kar velikokrat preberem tudi pri kakšnih strokovnjakih, ampak da gre za signal, ki potuje preko olfaktornega bulbusa, ne, ki je nekje tukaj, kjer se dekodirajo ti vonji, potem v limbični sistem in različne možganske centre. Se pravi, najprej v limbični sistem možganov, kjer je amigdala, ki je center za čustva, in hipokampus, ki je center za spomin. A ne, in tukaj se bomo zdaj ustavili, se pravi, center za čustva, center za spomin in center za voh so v istem delu možganov, se prekrivajo in zato imamo toliko močne odzive na vonj. A ne, vemo, da vonj nas lahko potegne v čist drug čas, v nek drug kraj, ne samo to, tudi ta čustva, ki so povezana z vonjem, pridejo na dan. A ne, tako da vonj je lahko zelo močen trigger za neka čustva. Prijetna ali pa neprijetna. Ne? Tako da od tam naprej, a ne, gre potem vonj v frontalni in prefrontalni korteks, kjer ga šele zaznamo, ga lahko opišemo, poimenujemo. Ta proces traja nekaj milisekund, a ne. Ampak dejstvo je, preden ga mi racionalno zaznamo, je vonj že shranjen v limbičnem sistemu, v amigdali, skrinjici naših čustev, ki jo potem odpiramo, a ne, ves čas z vohanjem različnih vonjev. Tako da potujemo, jaz pravim, a ne, v mogoče tudi, se pravi, druge kraje, preteklost, prihodnost, druga življenja. Misliš, da drugo življenje tudi? Recimo. A si gledala film, en teden nazaj je bil 5 hudičev na Enki, ki je ena majhna punčka imela zelo, zelo izrazit vonj in je v bistvu nekako potovala v prejšnjo, mislim, skratka, niti ne znam opisati tega filma, ampak je bil res neverjeten. Všeč mi je bil, res. Prav je imela to sposobnost, tako zelo, ful dobro. Bom pogledala. Ja, taka lušna, temnopolta. Ja, zelo dober. En francoski film, no. V glavnem, to je bil intermezzo. Katero eterično olje tebe spomne? Jaz imam recimo sandalovino, ki me vedno nekako na Indijo, na tiste brezskrbne dni in počitnice. Kaj imaš, katero je tvoje tako, da te preslika nekam, da te nekam prestavi? Mislim, vsako ima malce neko drugo situacijo. Recimo neroli me zelo izrazito prestavi recimo v Maroko, kjer smo bili v enem tem Rijad, oni temu pravijo, a ne, in so imeli povsod, ravno je cvetel v Marakešu, a ne, ravno cvetel neroli. Ja, povsod te veje. Kaj si je rekla, da nekaj si omenila? Rijad, mogoče. kaj je To je hotel. okej, aha. Tako da je bil ta vonj tako, če si bil prepojen. Pa je, tako, jaz še nisem videla nerolija v živo, je tako, kot da bi odprl stekleničko, ga prepoznaš? V bistvu cvetovi so nekoliko bolj opojni, omamni, malce več, bolj sladek cvetni vonj, z malce animaličnih podtonov, če bi povohala absolut pomarančnih cvetov, oziroma cvetov grenkega pomarančevca, je dosti bolj podoben cvetu kot pa eterično olje. Tako da razložim za poslušalce. Iz cvetov drevesa grenkega pomarančevca pridobivamo eterično olje nerolija, absolut, a ne, ki je pridobljen po postopku ekstrakcije s topili, pa je absolut cvetov grenkega pomarančevca. Pa 3 stvari pridobivamo iz tega drevesa, Ja, ne? potem pa še iz lupin, iz sadeža, iz lupin sadeža je tudi eterično olje grenke pomaranče oziroma grenkega pomarančevca, iz listov pa petit grain bigard. Meni je po 10 letih ratal neroli všeč. Ja, tako da nenavadno. A veš, smilja se pa še nisem naveličala. Zanimivo. Jaz bi zdaj malo preskočila eterična olja in bi šla
v bistvu na eterična olja in čustva. Se pravi, eterična olja deluje holistično, zaobjamejo človeka kot celoto in delujejo na vse te naše plasti, a ne fizično, čustveno. Kako lahko v bistvu eteriko uporabljamo v ta namen? Se pravi, za vsako področje, za vsako čustvo lahko v bistvu imamo na voljo rešitev, oziroma rešitev. Sej najbolj pomembno je, da čustvo prepoznamo, a ne, da ne bežimo in ga res prepoznamo, zavestimo, spustimo, a ne. Ampak kljub temu pa lahko si najbrž pomagamo. Ja, tukaj bom malce obrnila zgodbo, ker jo obračam tudi na delavnicah, pa ne, ker ne štartam s tem, katero eterično olje bom uporabil za to in to čustvo. To ni neko šolsko znanje, to ni 1+1 je 2, čeprav tudi to bi se dalo diskutirati. Zelo smo navajeni, a ne, da nam nekdo pove, kaj naj uporabimo in a ne, je to neka rešitev. Sicer placebo vedno deluje, kar tudi je okej, ampak predvsem hočem pa, da tukaj najdemo, kjer je tisti von, ki nas podpira, ki nam pomaga. Tako da skozi delavnice, skozi delo z eteričnimi olji skušam nekako usmerjati ljudi, da sami izberejo von, ki jih podpira pri nekem čustvu ali pa s katerim imajo neko asociacijo, nek odnos. Tako da ne morem reči, da ne, čeprav imamo neke raziskave, ki pravijo, okej, eterično olje nerolja je anksiolitik, sivka je sedativna, ampak to je farmakološko delovanje. Prej sem opisala mehanizem delovanja voha, ki pa je zelo individualen. Se pravi, mi doživljamo von v kontekstu nekih situacij. Zato moramo najti nek von, s katerim imamo nek odnos. Mogoče nekomu bo zelo pomirjujoč nek von borovcev, ker se sprosti na morju, ga spominja na morje. Mogoče sivka pa niti ne bo toliko razumem. Prijetna. Tako da rada bi, ker ravno zelo veliko se ukvarjam s temi čustvi. S čustvi, ker sem zelo vesela, zadnja leta tudi veliko delavnic sem šla čez, da sem bolj v stiku s telesom in čustvi. In zato hočem tudi svoje lekcije nekako usmeriti na to, da bolj čutimo telo in kaj v bistvu, katero eterično olje čutiš v telesu, kje ga čutiš, kako ga čutiš, kakšen je ta občutek, kako ga zaznavaš, kako se pretaka po telesu. Tako da to mi je neka ta ključna v bistvu informacija oziroma način dela z eteričnimi olji, da je čim bolj iskrena in čim bolj pristna, čim bolj naša, bi rekla. Razumem, ja. Sej nisem jaz mislila, da bom mi zdaj za vsako čustvo, ampak štekam, lahko ti Ne, nisem to mislila, ampak v bistvu imamo neka priporočila, a ne, kamilica je zdaj za živčnost, na primer, obe, a ne, ampak ti pa praviš, da vseeno je pa dobro, da mi sebe poslušamo, ampak tukaj je pa treba biti kar doma v telesu. Ja, nenazadnje je treba kar dobro se izvežbati v tem, ker večinoma smo odklopljeni od teles in težko vemo sploh, kaj je dobro za nas, zato je veliko lažje, če nam nekdo pove. Saj na tem principu tudi nekako medicina funkcionira. Ampak ljudje pričakujejo, da bo zdaj pa aromaterapija delovala na isti način, ampak ne, tukaj si pa ti zdaj glavni akter, nekdo, ki mora prevzeti odgovornost za svoje življenje in nekaj spremeniti. Če ne damo sebe v to, potem tudi eterična olja ne bodo pomagala. Pri herpesu ampak še vidiš, da še meni tukaj bo šlo. Ampak tukaj imam ampak razlog. Bi pa rekla, da imamo določene tipe vonjev, ki, recimo citrusi, vemo, da vsi
razveseljujejo, dvigajo razpoloženje. Razpoloženje. Potem so zemeljski vonji, kot vetiver, prizemljuje, pomaga vzpostaviti stik tudi s telesom, nas vračak, zemlji, povezuje z matero zemljo, zelo tako eterično olje, ki je odlična podpora, še posebej zdaj, ko vsi smo v glavi, v oblakih, Ja. zelo podporno eterično olje in se tudi izkaže kot res izjemno hranljivo, bi rekla, za psihični A ti sistem. veš, zdajle mi je prišlo na pamet, da so eterična olja hvaležna, da imajo tebe. Res? Recimo. Ja, si v bistvu ti daješ, ne? Ti v bistvu prejemaš od mati narave, ampak ti tu daješ planetu. Na A nek ne? način, Ja. je neka povezava, zato tudi, tako vedno učim, da moramo imeti nek odnos do eteričnih olj, odnos, midve sva tudi zgradile nek odnos, ni to, kar da od nekje pride. Tako da to se mi zdi ključno, neko spoštovanje, ne samo, da jemljemo, ampak tudi, da dajemo. Ja, in je ful fajn, da nekdo tak, ko si ti, to predaja. A veš? Udeleženkam, a ne? Ja, to se pa čuti. Ja, to se pa čuti. Ja. To sem pa jaz smo čutila ljudje že še toliko 10 let nazaj. konektani, ja. Čeprav zdaj me že dolgo ni bilo, mogoče pa tudi pridem, to sem ti že tudi rekla, da me mika kdaj na parfumeristično delavnico, pa bi jaz rada, da greva malo še tja. Meni se zdi vseeno, okej, za vsako področje imamo neko eterično olje, ampak mogoče, če ostaneva še sam tukaj, na čustvih, recimo. Če ti udeleženki, recimo, ali pa prijateljici pomagaš skreirati, ki je tesnobna in boš izbrala, ne vem, neki, kako bi potem, kako naj, recimo pa, da izdelamo nek rolonček, a ne, nek parfumček, kako, ko pride čustvo, ko občuti to, da s tem prediha, a ne, ali kako se to svetuje pol? Ja, zdaj tukaj je zelo pomembno, odvisno, na kateri točki doživljanja čustev smo, koliko tudi imamo v bistvu sposobnosti tega doživljanja. Zelo pomembno je, da v bistvu eterična olja so zelo nežna na tem nivoju, in nas bojo samo podprla. Lahko preprosto jih povohamo, si damo nek prostor, da to čustvo tudi začutimo, da se povežemo z njim. Se pravi, ni prvotni namen, da bomo zdaj pa z eteričnim oljem na mah Zradirali to čustvo znegirali. Ja, nekako počasi odpremo prostor, si dovolimo, da smo s tem čustvom, in eterično olje tukaj tudi na nek način drži prostor, da mi zdržimo. Da nas podpre. Da nas podpre, ker to čustvo je naše, in nam tudi nekaj sporoča, nekaj nosi v sebi, nekaj lahko, seveda vemo, da vsako čustvo ima neko energijo, sproži neko transformacijo, tako da je to pomembno sporočilo za nas, ki ga ne smemo spregledati. In ja, tukaj se podpremo s tem vonjem, in mogoče sam dih, izdih, Že dih je, že to, da poglobimo dih avtomatično. Po drugi strani pa tudi nas ta vonj malce prestavi iz tega čustva, da ga lahko lažje opazujemo. Da nismo toliko v njem, ampak smo bolj kot nek opazovalec, in nekako je potem lažje tudi ga predelati, predihati. Res je, meni se zdi, kot da me tako da kdaj v en tak paralelen svet, ka ni toliko hitenja, ampak lahko samo si, a ne. Toliko velikokrat se mi zdi, da prejle sem se pripeljala na parking, pa sem tako opazovala, ampak res življenje se ne dogaja meni, ampak zame, a lahko malo bolj vpijam to, a veš, kar se mi dogaja, ne pa to še moramo. Ampak, glej, vsi se učimo, počasi delamo korake in hotela sem reči, da se mi zdi to, kar
No, kaj pa, mogoče preden greva na parfume, kaj pa se imaš čas, a ne? Kaj pa misli? Recimo, misli zelo vplivajo na kvaliteto našega življenja. In prej sem omenila, da objamejo človeka kot celoto, se pravi tudi naše misli, a ne? In kako ti, recimo, skrbiš za svoje misli, tudi, ali pa kako bi vključila, mislim, sigurno imaš ti kakšne rituale posebne, ampak kako bi vključila eteriko, a bi jo takrat, ko smo v nekih mislih in se vrtimo v nekih zgodbah, ki nas ne podpirajo, bi lahko to na nek način presekala, ravno tako kot za čustva, ne? Načeloma že, ko izdelujemo neko mešanico ali pa ko uporabimo neko eterično olje, jaz vedno jim dam neko afirmacijo, nek namen, a ne? In ob uporabi tega to tudi izrečemo. Tako da to je že en tak preskok misli. Drugače pa, medtem ko čustva se dogajajo v našem telesu, a ne, telo pa čustva so eno in isto v bistvu, jih čutimo na telesni ravni, misli pa seveda vplivajo na nas, ampak lahko jih gledamo kot nek film. Tako da jaz nekako se, ko vidimo, zdaj pa spet vrtimo ta film, to kaseto, ko smo včasih imeli, obračamo, nekako probam samo dati na en ekran v kinu, pa počasi se naveličam gledati. Da se malo distanciraš v bistvu, da malo, razumem, To mi je všeč. No, recimo, to je tudi ena taka stvar, ki je bila v tvojih zapiskih, da damo afirmacije. Pa nisem takrat tega še tako razumela, pol pa sem sama dobila zgodbo o svojih izdelkih, kaj mi sporočajo. A veš, mislim, Miha me poslal na en retreat z njimi. Sama sabo. Sem šla za 2 dni, sem se zaprla v bungalov. Res. Z izdelki. Z izdelki. To je bilo navodilo od zgoraj, da se moram v bistvu namazati in pa samo sem. In jaz sem imela tako, bungalov sem sama najela in sem imela list per listu popisan za vsak izdelek A4, pač pol sem se sama malo povezala in samo pisala. In zdaj razumem, da to, a veš. In to je še pol bolj močno, ne? To. Lahko. Zanimivo. No, zdaj bi pa šla naprej. Mislim, meni se mešanje zdi, a veš, tako kot naravna kozmetika, če me kdo vpraša, kako bi začel, ne moreš, mislim, meni se zdi, ne moreš začeti sama, ne? In to takrat, ko si me ti povabila v svojo skupnost, sem tudi rekla to, da vedno priporočam en tečaj, recimo pretep, da imaš neke osnove in tako se mi zdi, da tudi mešanja. Rabiš znanje, izkušnje in je težko sam, ker ne, z interneta pa težko, mislim, jaz sem si sicer na začetku kupila eno knjižico od Slobodanke, veš, kaj so bili sam recepti. Ampak ti imaš tam sam recepte, ne razumeš pa ozadja, a ne, in je fajn, če greš na kakšen tečaj, da razumeš ozadje. Ne? Ja, seveda, se pravi, govorimo predvsem o parfumih. Tudi mislim, tudi eterična olja, absolutno. Ja, pri eteričnih oljih, kot se nekaj več pristopov, mogoče bi rekla bolj kompleksno in široko, ampak vseeno mešamo manj eteričnih olj, zato je mogoče malo bolj preprosto z vidika samega vonja. Medtem ko pri parfumih pa operiramo z 10, 20, več. A tukaj gre noter? Ja, bistveno več kot pri aromaterapiji. A tudi, ko imaš osnovno delavnico? Ja, že na osnovni delavnici nekje 10 eteričnih olj. A res? No, daj malo povej o teh delavnicah. Kako pri tebi to zgleda? Mislim, zdaj, če se vrnem na to zgradbo parfuma, tudi meni je bilo, sem zmešala različna eterična olja, malce po notah in
V bistvu je bil parfum čisto prijeten, lahko ali pa tudi ne, a ne. Eni so bili totalni zmazki. Eni Točno so mi to. bili pa ful všeč, a ne, in sem jih nosila. Ampak mene je zanimalo, okej, kaj je za tem, a ne. Tako kot za aromaterapijo, vemo, za eteričnimi olji je veliko kemije, je veliko botanike, a ne, farmakologije. Kaj je pa zdaj za tem, za gradnjo parfumov, a ne. Tako da tudi tukaj pa je v bistvu neka struktura, je tehnika gradnje, je čista arhitektura, a ne, čista matematika, logika. Seveda, ko ti to obvladaš, potem greš lahko naprej na neko svobodno kreacijo, ampak dokler pa nimaš nekih osnovnih stvari, bi rekla, pošlihtanih, a ne, da nisi šel skozi določene vaje, pa verjetno bo tvoj parfum ali bo instinktivno izdelan, kar v veliko primerih tudi je okej in je čisto v redu, a ne, da si izdelaš ta parfum, ampak če hočeš pa res se lotiti tega strukturirano, pa definitivno je pomembno, da te nekdo vodi skozi to, a ne. Saj ti ustvarjaš, ampak rabiš nekoga, ki ti pokaže pot, drugače se zgubiš popolnoma, a ne. Je pa seveda več pristopov h gradnji, a ne, parfuma, ampak bistveno je, da nekje začneš. Pa ti imaš zdaj trenutno delavnico ali? Zdajle imamo glih tečaj parfumeristike, Aha, že šola imaš. parfumeristike v teku, ja, zdajle je marec, april, maj. Aha, 3 mesece. Tako, ja. A to je v živo tudi kaj? Tudi v živo, večinoma online, zelo veliko se da tukaj online, ker je veliko samostojnega dela. Ampak ti veliko pošlješ pa poskusov. materiale? Tako, ja. Aha. Tako da so vaje, a ne. In ta je mednarodni ali ne? Trenutno imam slovenskega. Aha, slovenskega. Ja, lansko leto sem imela 2 mednarodna, Wow. pa se zdaj pripravljam za ponovno skupino, ker je bilo zelo naporno. Zakaj? A zaradi jezika ali ne? Mislim, oboje, a ne, spet drug jezik, druge, tudi zelo različne kulture so bile, a ne. Veliko več znanja, kot sicer sem navajena, a ne. Oni so imeli znanje. Imela sem študente, ki so že parfumerji, ki imajo že svoje linije, ki so že dali parfume na trg, a ne. A Tako da ni res? bilo tako enostavno. Ja, je bil kar visok nivo, a ne, potem. Ampak super je izpadlo, odlične odzive sem dobila, no. Tako da sem zelo motivirana za naprej. Je pa seveda, a ne, to nov biznis in veš, koliko energije terja. No, ampak 2-krat si že ponovila. Tako, v bistvu. 2 različna tečaja, začetni pa nadaljevanje. A njim tudi pošlješ pol? Ne, to pa ne. To pa oni sami. Ti daš seznam, kaj naj nabavijo. Tako. Okej, pa greva v parfume na začetek. A si ti, se pravi, tam so isto za različne namene uporabljali, a ne, že ime baje izhaja iz, kaj že pomeni skozi dim ali kako? Ja, parfumum pomeni skozi dim, ampak v resnici ima sta aromaterapija in parfumeristika skupno zgodovino. Skupne začetke vse do 19. stoletja, ko je prišlo do pojava sinteznih spojin, a ne. Drugače pa, a ne, ko rečemo aromaterapija nekje od, ne vem, 1230 ali kaj naprej, ne, aromaterapija se povezuje z aromatičnimi rastlinami, a ne. Se pravi, s fitoterapijo, zeliščarstvom, parfumeristiko si deli zgodovino. In te recepture stare, si jih ti proučevala kaj? Kaj so recimo stari Egipčani so imeli neke kroglice ali kaj? Ja, ravno v bistvu imela sem en odličen tečaj, ko smo prav izdelovali kifi. Se jaz tega ne poznam, veš, toliko. Zdaj pa tudi preučujem stari Egipt, no. Sicer nikoli ne bomo čisto razumeli, kaj so oni, so bili čisto na drugi duhovni stopnji, a ne. Ampak ja, če se vrnemo k kifi, to je, lahko rečemo, stari egipčanski parfum. Seveda imamo več različnih virov, a ne, potem tudi iz obdobja Grkov in Rimljanov, ki interpretirajo ta recept, tako da ni čisto jasno, kaj je bila sestava, ampak nekako, ne, tukaj so bile smola kadilne bosvelje, smola mere, potem imamo brin. Zelo pomembno vlogo so imele
smo imeli takrat je imel med, vino in rozine. In v kakšni obliki je to bilo? Ja, se pravi, mi smo delali te kroglice, naredili smo gladko pasto, ne, se pravi, spet smo se strli v možnarju, da smo dobili prašek, potem smo to zmešali z medom, vinom, drugimi aromatičnimi rastlinami, ne, smo naredili kroglice, ki se potem posušijo, ne, in se še nekaj časa starajo, da razvijajo ta vonj, tako da to se potem uporabi kot kadilo. Ne pa za namazati. Ne, načeloma ne. Oni so uporabljali to v templju, ne, oni so zjutraj uporabljali kadilo, kadilno posteljo, opoldne miro, zvečer pa kipfi. Jaz bi tam živela. Res, prav. Ja, in njih je že ta vonj, ko je bil prisoten vonj bosvelje, ta dim, jih je to pomirjalo. To jim je dalo občutek varnosti, vse je okej. Ful dobro. Kaj pa pol, recimo v 18. stoletju, ko so prišle te toaletne vodice, so bile neke ful drage. Mislim, kaj pa je bilo tam noter, da je bilo neko celo premoženje? Ja, mislim, od nekdaj so bili parfumi rezervirani za višje sloje. V Egiptu, recimo, so bili namenjeni samo faraonom in bogovom. Niti izdelovali so jih svečeniki po skrivnih recepturah, tako da vse nekje do 19. stoletja si povprečen človek ni mogel privoščiti parfuma. Kaj pa oni, ki so izdelovali, so lahko malo vzeli? Ja, no, tega ne bi komentirala, ker ne vem, načeloma. Hvala Bogu, da bi imeli tudi za sebe, a ne? Ja, tako da to je, mi si tega ne predstavljamo, šele s pojavom teh cenejših sinteznih spojin je eventualno prišlo do množične uporabe parfumov do 19. stoletja, zato se nam zdi mogoče v 18. stoletju je bila ta eau de cologne, ki je bila pač zelo draga in zelo cenjena. Kaj pa pol, ko so prišle sintezne, v bistvu zakaj so prišle, no? To boš pa ti bolj vedela, ko si farmacevt. Ne. A veš, a tudi zaradi zakonodaje, ker cene zihar, ne? Preprosto, so pač v 19. stoletju prvič iznašli določene sintezne molekule, se pravi, ugotovili so, da snov iz narave lahko proizvedemo po določenih laboratorijskih postopkih v laboratoriju. Ena prvih sinteznih spojin, oziroma spojin, ki so jih sintetizirali, je bil kumarin, verjetno poznaš, v absolutu tonke, v tonki je prisoten tudi v vrtnici, v sivki. In kumarin je ena spojina, v bistvu, ki je bila prvič vključena v parfum Fougère Royal, ki je en tak prvi parfum, ki kombinira naravne in sintezne snovi. Tako da to je parfumerjem takrat, to je bila prava revolucija parfumov, oni so prej delali večinoma z cvetnimi ekstrakti pa živalskimi ekstrakti, potem pa so dobili neke nove molekule, ki so jim omogočale veliko več svobode. In najprej so bile samo te spojine sintezne, ki jih najdemo v naravi, potem pa čist neke abstraktne molekule, ki v naravi ne obstajajo. In tako je nastala potem ta moderna parfumeristika in zato danes nekega parfuma komercialnega ne moramo narediti z naravnimi materiali. Razumem. Ja, razumem. Tako da več razlogov je, se pravi, to je čist napredek znanosti in meni se zdi seveda to super, da imamo vse te spojine. Pa ti uporabljaš? Sem preizkusila, sem spoznavala, ker se mi zdi tudi fino, da poznam to klasično, se pravi, izobrazbo parfumeristično. Je pa
zelo pomembno vedeti, da v naravni parfumeristiki imamo približno 400-500 materialov, v sinteznih materialov je pa 3-4 tisoč. Že z tega vidika bi rabila približno 5 let, da spoznam vse te materiale. Kolikor sem delala z njimi in jih spoznavala, nekako jih nisem začutila. Vonji so mi všeč, so zanimivi, ampak zelo rada delam z naravnimi materiali. Ne samo zaradi vonja, ampak tudi zaradi te povezave, ki jo imam z rastlino. Zaradi tega, kako jo čutim. Teh sinteznih materialov pa nekako ne čutim. No, isto to se meni zdaj dogaja, ful se spomnim, da si ti vedno rekla kot prednost naravne kozmetike, da je živa. In jaz, ko povoham neko sintetično kremico, meni ni živa. In isto je najbrž tle. Jaz res ne uporabljam parfumov teh, tako da, ampak te sintezne niso isto kot izolati. Izolati se smatrajo za naravni material. Ne vedno. Ne vedno. Lahko izoliramo eno molekulo, recimo linalol, ki vemo, da je eterična olje sivke, jo izoliramo iz eteričnega olja različnimi postopki, in gre za naravni izolat, lahko pa isto molekulo, se pravi, proizvedemo v laboratoriju. Gre za isti vonj. Razumem. Ena bo naravnega izvora, druga pa sintezna. Ampak to, ko si prej rekla, če gremo čisto na to energijsko, zelo subtilno raven, če to doživljamo nekako močno, potem nas bojo eterična olja nekako pritegnejo, pa ta narava. To sintezno pa ne bomo tako začutili. Jaz tudi ne znam povedati, ampak enostavno ni. Saj jaz lahko, povohala sem čudovite parfume in lahko jih ocenim, so mi lepi, čistega estetskega vidika, ampak pač jih ne začutim v telesu. Kateri pa so ti materiali, se pravi, poleg eteričnih olj? Kaj še se smatra za material v parfumeristiki? Se pravi, medtem ko v aromaterapiji večinoma delamo z eteričnimi olji, v parfumeristiki dominirajo absoluti, se pravi, prav tako pridobljeni iz rastlin, predvsem iz cvetov, ki so zelo delikatni in se velikokrat pri postopku destilacije poškodujejo. In prednost absolutov je, da imajo bolj podoben vonj rastlini sami, kot pa eterična olja, ker ni tega postopka segrevanja prisotnega. Tako da absoluti raznih cvetov imamo, potem delamo lahko z eteričnim oljem, recimo eterično olje sivke, pa absolut sivke, lahko vključimo oba. Pa se precej razlikujeta med sabo. Se pravi, spet bo absolut tisti, ki bo bolj podoben, ima drugačno sestavo, recimo eterično olje sivke je bolj hlapljivo, bo zgornja nota, absolut sivke bo pa srednja nota, ima več težjih molekul. Tako da poleg absolutov, zdaj novejši so tudi CO2 ekstrakti, so zelo priljubljeni, počasi se pojavljajo in parfumeristika. Kaj pa vonj teh CO2 je podoben rastlini? Vonj je zelo podoben rastlini, tako da se preferirajo tudi z vidika, ker porabimo manj rastlinskega materiala, vonj je bolj podoben rastlini sami in ni nekih sledov, topil. Najbolj čista, Obstaja vrtnice? Seveda, A res? Vse rastline se da. Zdajle bolj ko ne že dobijo CO2 ekstrakti. Žal nam, navadnim smrtnikom, večina tega ni dostopnega, ampak moramo vedeti, da v svetu je 5 glavnih firm, ki popolnoma nadzorujejo parfumsko industrijo, se pravi, so tako proizvajalci teh ekstraktov, kot tudi proizvajalci parfumov. In pol ne dajo. To ne pride do nas. Večinoma, se pravi, oni imajo svoje parfumerije, ki potem izdelujejo parfume za različne parfumske hiše in pač uporabljajo te svoje materiale. Tako da, mi mislimo, da je ogromno različnih parfumskih hiš, ampak v resnici tistih 5 parfumskih
megalomanom proizvaja, ne vem, 90% parfumov na svetu. Vrtnica je dovoljena v parfumih ali ne? Ker v Dovoljena kozmetiki je, ni. ampak v zelo nizki koncentraciji. Ta nizka je zelo Zelo nizka. nizka, tako. Zelo nizka je, a ne pod 0,1%. Ja. Odvisno bo od metilevgenola. Ja. Se pravi, metilevgenol je spojina, Strofen, ki ne? je kancerogena. Sicer osebno, a ne, bi rekla, da ni smiselno, a ne, da se omeji vrtnico. In tudi večina parfumerjev, tako komercialnih, kot bi se strinjala z mano, ampak te omejitve imamo. Obstajajo pa tudi že vrtnice, ki so jim odvzeli. No, se to me zanima, to ne obstaja ali obstaja? Seveda, ja, obstaja. Wow. Ja. A pa je to dostopno smrtnikom ali ne? Težko dostopno, ampak prideš do A njih. res? Ja, jaz sem se prebila A do res? tega ekstrakta. Ni sicer vrtnica, kot sem jo navajena. Aha, sem ni rabila tak nekaj vonj časa. čist. Ja, Aha. ja. A ne, čim se veš pri bergamotki, Ja, če ja, gledaš je tudi malo. navadni Ja. bergamot, ko pa brez bergamotine, nekaj manjka, je že nek poseg operativni. Ampak ja, ta vrtnica je zadovoljiva, pa potem si v parfumeristiki pomagamo še z drugimi materiali, a ne, da približamo. kreiramo, da naredimo nek ta vonj, ki ga želimo. Jaz bi lahko s tabo čvekala še res dolg, tako da mogoče bova pa še za kdaj. Drugi del. Drugi del, zdaj sva pač nekaj odprle, nisva se vsega dotaknile, ampak vsem bi pa želela, da mogoče ti še to poveš, kakšen ritual, kaj tebe polni, kaj rada počneš? Vem, da si mamica trem, a ne, in poslovna ženska, tako da kako ti rata čas zase, kaj ti to pomeni, kaj delaš? Ja, mislim, počasi se upočasnjujem. Bi rekla. Ker sem zelo natemperana, a ne, sploh bila sem, a ne, sama z 2 otrokoma, ko sem začela z Magnolijo, ne vem, zdaj, ko gledam nazaj, si ne predstavljam, niti v sanjah, ne. Ampak bila je velika motivacija, velika radost ob kreiranju vsega tega, ne nazadnje tudi preživetje, ne, tako da tudi tega ne bom zanikala. Ja, valjda. Ja, ta energija je bila neverjetna, zdaj ne bi mogla ponoviti te poti. Se pravi, moji otroci zdaj so stari 21, 16 pa 9, ne, tako da določene stvari so lažje, spet druge se hitro nekje zataknemo, pa rabimo malo več dela z njimi vseeno, ampak je pa, kar me nekako zdaj ustavlja, je, bi rekla, moja perimenopavza, ne, če se dotaknem te teme, ker sem nekako začutiš, a ne, da tvoje telo malce drugače funkcionira, da določene stvari, ko so ti bile prej pomembne, ti zdaj niso. Se vprašaš, zakaj pa to treba, a ne, tako da mi je ključno, da sem z družino, pa da sem sama s sabo. Ful imam rada ta svoj notranji svet, notranje doživljanje, a ne, to mi je tako, koliko je pa to nekaj vrednega, a ne. A veš, meni je to, jaz tle rada gostim ženske, ki me navdahnejo. In če nekdo reče to, kar si ti zdajle rekla, wow, pač to je mogoče, res je mogoče. In tukaj velikokrat bežimo ven, a ne. Seveda bežimo ven iz svojega telesa, a ne, ker pač kakorkoli že je bilo otroštvo, a ne, nekako nismo bili čist v sebi, a ne, zelo težko, nismo se izražali. In potem pa prideš do neke točke, ko ti telo pove, da tako pa več ne gre. In ko se začutiš, je, a ne, to je zelo lepo. Je pa težka pot, a ne. Noben ti ne pove, a ne, da boš zelo utrujen, da mogoče boš delal pol manj, kot si prej.
da se ti bojo kakšne stvari zdele totalno brezvezne. In da boš rabil veliko nege, ljubezni, nežnosti, potrpežljivosti, sočutja s samim seboj, a ne. Pa pač seveda tudi neko podporo okolice, no. Tako da se mi zdi to ful lep proces in ta prehod, v katerem smo, a ne, se mi Kot zdi človeštvo in kot človeštvo midve in kot zdaj, a ne, v ženska tem. v tem obdobju, a ne, ja. se mi zdi ful pomemben. Ker smo prva generacija, ki imamo te informacije, a Pa lahko nekaj ki naredimo. imamo Ja. pravico, da izražamo čustva, imamo znanje, a ne, in lahko res ustvarimo nek boljši svet za svoje otroke, čisto tako na psihično-energijski ravni govorimo, ne. In se mi zdi tako, da imamo tudi pomembno vlogo. Ja. In da smo privilegirane, ker naše mame teh informacij, te Ja, res je. priložnosti niso imele. Tako da mi je to mi je zdaj neko tako doživljanje, a ne, da grem v gozd, da tam dam roko na mah in sva tam z mahom sama. Ke male stvari, a ne. Ja, male stvari. V bistvu, pa tudi, da delamo v bistvu to, kar delamo, ali pa kar moramo delati, tudi zraven, ker so sigurno stvari, ki nam niso všeč, pa jih moramo, če smo sami za vse. Ja, to je Da probamo, podjetništvo. da probamo pač si narediti dobro, a ne. In mogoče res takrat, jaz ko pošiljam pakete, jaz imam zdaj nastavljen, pač tako je slučajno prišlo, da imam v tistem prostoru Love is in the air. In pač jaz si bom takrat našpricala, a veš, Super. si bom naredila, da mi je okej, čeprav to Tudi to To energijo pošiljanje mi pošlješ ni, a ne. naprej. Ja, seveda. ja. To je ključno, ja, vsaka taka stvar, da se jo, a veš, lotiš s prisotnostjo. Ja. Tako da, Nina, hvala lepa. Ja, Upam, da ti je bilo tebi. prijetno. Super Meni je je bilo. Vem, da vsako stvar, a ne, ko si me vprašala, jaz bi šla še res globoko v Vem, detajle. da bi šla. Ampak tukaj Ja. smo zdaj, imamo ta čas in upam, da so tudi Ja, jaz gledalci mislim, da- uživali v tem pogovoru. Jaz tudi, in da sva predale, da sva jih pravzaprav navdahnile, in vedno je tako, da če vsaj nekoga se dotakneš, je to Je nekaj cilj dosežen. dobrega, a ne. Ja, Tako da res ti hvala. hvala.